1.7.2016 smo prevzeli v upravljanje kanalizacijski sistem, kot tudi čistilno napravo Tabre. Leto 2017 je bilo prvo leto, ko smo v celoti v celem letu poslovali z objektom, kot tudi s kanalizacijskim sistemom. Lahko rečem, da smo se v letu pa pol tudi dodobra spoznali z obema sistemoma, tako da pregled sistemov in tudi čistilno smo dodobra spoznali, tako da v letošnjem letu smo zaključili s snemanjem glavnega kanala od hotela Alpina pa do železniškega mostu. Tiste nepravilne priklope, ki smo jih odkrili, seveda bomo sedaj skupaj z lastniki odpravili, zadeve sanirali. S tem delom ali s tem principom bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, tako da te najbolj izpostavljene kanale bomo vsako leto se odločili, očistili in seveda tudi posneli, tako da bomo imeli res tisto pravo sliko, kako te zadeve funkcionirajo in da so res potem tudi vsi ti objekti priklopljeni na kanalizacijski sistem in ne več namešani. Kar pa se tiče čistilne naprave, bi lahko rekel to, da čistilno napravo bo potrebno posodobiti, bo potrebno kar nekaj sredstev vložiti vanjo, predvsem v posodobitev. Za leto 2019 imamo tako planiranih 250 tisoč evrov za posodabljanje sistema. Tako da jaz upam, da bomo z občino našli kompromis in da bomo te zadeve sanirali tako, kot smo si mi nekako zamislili. Kakšne pa so novosti na področju zbiranja odpadkov? Odpadkov je veliko, kot vidiva tukaj na vašem dvorišču, največ je prav gotovo plastike. Ja, kar se tiče odpadkov, smo v letu 2017 naredili največ novosti. Predvsem smo posodobili sistem na zbiranju lesenih odpadkov, lesa, tako da smo tudi 7-kubični zabojnik zamenjali za 32-kubični zabojnik. Sklenili smo tudi pogodbo za odvoz tega zabojnika. Potem v lanskem letu smo tudi pristopili k akciji zbiranja jedilnega olja, katere so pristopile k temu projektu 7 občin in vse komunale. Tako da zadeva je bila zelo uspešno, zelo dobro sprejeta. Lahko povem tudi to, da med vsemi šolami je zmagal 4. razred osnovne šole Mojstrana, tako da je šla zmaga absolutna v našo občino. S tem projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. Po vseh šolah smo šli vsi direktorji in vsi predstavniki te akcije, da smo vse 4. razrede učence seznanili, kaj pomeni odpadno jedilno olje v sistemu kanalizacijskem, tako da smo jih nekako seznanili, da olje je za v plastenko in katerega se prenese tukaj na zbirni center in se ga tukaj odda. Kaj se z odpadnim jedilnim oljem lahko naredi in lahko rečem, da tako otroci kot starši so ta projekt zelo dobro sprejeli in bomo tudi v prihodnjih letih s tem projektom nadaljevali. Po uredbi smo dolžni tudi k projektu Center ponovne uporabe. Tukaj na zbirnem centru smo kupili tudi nov 5-kubični zaprt zabojnik, kjer vse tiste predmete, katere mislimo, da jih lahko ponovno uporabimo, zberemo in oddamo prodajalni na Jesenicah. Tukaj smo partnerji s sosednjim podjetjem Jeko, ki je tudi nosilec tega projekta. Lahko rečem, da zadeva zelo dobro deluje. Trgovinca smo si ogledali, je tudi zelo dobro obiskana, tako da vse poslušalce in vaše gledalce tudi vabim, da to trgovinco na Jesenicah tudi obiščejo. Je zelo zanimiva, tudi osebje, ki delajo v tej trgovini, so zelo prijazni, tako da se da tudi marsikaj kupiti, cene so seveda sprejemljive. Tako da, kar se tega tiče, bi lahko rekli, da nekako sledimo tistemu, ki sem že prej omenil, tistemu mojemu planu, načrtu, da vsak proces probamo čim bolj posodobiti. Vse veje tudi, ki jih zberemo in hlodovino, ki jih zberemo, po novem oddajamo pooblaščenim družbam, seveda proti plačilu. V letošnjem letu smo se namenili, v lanskem letu je bilo tega odpadka za cirka 6 tisoč evrov. V letu 2018 bo tega odpadka malo manj, ampak še vedno pričakujemo en lep znesek, tako da za vsa ta sredstva pa bomo kupili nova drevesa, ki jih bo vrtnarska družba, s katero imamo tudi pogodbo, posadila
v naši občini od Mojstrane do Rateč. Tako da seveda s tem procesi, kar se odpadkov tiče, bomo nadaljevali še naprej. Osveščanje, predvsem je tukaj, se nam gre za osveščanje, seveda velik problem imamo na ekootokih. Sedaj septembra, konec avgusta bomo začeli z akcijami tudi s kontrolo odlaganja, ali lahko rečemo nepravilno odlaganje na ekootokih, z inšpekcijsko službo, s katero tudi zelo dobro sodelujemo. Tako da naš cilj je še vedno, da mi prej osveščamo, opozarjamo, na koncu pa, če pa naši občani ali naši obiskovalci ne zastopijo našega dobrega namena, seveda so pa tudi represivni prijemi ali postopki, ki na koncu zaključijo s položnico.